Lep dober večer in znova dobrodošli v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum, pred nami pa je tretja oddaja o letu 2023. Tokrat bomo govorili o obilju, o denarju, o manifestaciji. Prva oddaja je bila na splošno, druga oddaja je bila o ljubezni. Če ste ju zamudili, vas čakata na mojem YouTube kanalu. Tale oddaja pa nam bo pomagala razumeti, v kakšne energije stopamo v naslednjem letu in kako bodo te energije vplivali na našo sposobnost manifestiranja, organizacije, dela na sebi, seveda priklicovanja in ustvarjanja obilja. Seveda bomo naredili tudi pregled od 1 do 9. Pričnimo pa najprej z nekaj besedami o samem letu. Torej, seštevek 2023 je 7. 7 simbolizira dvig kvalitete, izboljševanje, izpopolnjevanje, osebno in duhovno rast. No, kar veliko naših notranjih vzorcev, podzavestnih mehanizmov, naših prepričanj, pa pravi, če si duhoven, ne smeš imeti denarja, denar pokvari ljudi. Ali kaj podobnega zaznavate, prepoznavate pri sebi? Ali imate občutek, da ljudje, ki so nesramno bogati, so tudi ljudje, ki so nesramni, ki so zlobni, ki so škodoželjni, ki so vendarle nekje nekoč nekoga mogli fajn? Vsi ti vzorci vemo, da škodljivo vplivajo na nas, ampak dobra novica je, da pravzaprav te vzorce, ta prepričanja, bomo v letu 2023 lažje ozaveščali. Po eni strani se bomo lažje zavedali vseh tistih mehanizmov, vseh tistih vzvodov, ki nas nekako zavirajo, nam režejo krila, da tako rečem. Seveda jih bomo potem lažje spremenili. Zavedati pa se je treba, če ste vi stari 30, 40, 50, 70, 90. Seveda ste te vzorce ves ta čas oblikovali in utrjevali. Zato ne bo šlo čez noč, ne bomo se zbudili 1. januarja in rekli, imam mačka, ampak manifestirati znam pa fenomenalno. Ne. V letu, ki prihaja, bomo lažje razumeli, zakaj delujemo na določen način in kako lahko preprosto delujemo boljše. In prihajamo do drugega izziva letošnjega leta, ki pa bo perfekcionizem in občutek manj vrednosti. Torej, pričenjamo zelo močen cikel, ki se bo končal v letu 2024, ko bo na nas vplivalo število 8, ki se mu reče krepitev lastne vrednosti in dragocenosti. Se pravi, če smo mi suvereni v tem, kdor smo, delujemo popolnoma drugače, kot če smo mnenja, da smo nesposobni, da smo neumni, da smo karkoli premalo. Torej, po eni strani bomo ozaveščali tudi to. Se pravi, ko govorimo o manifestaciji, o obilju, o temu, da si želimo več tudi finančnega priliva, da si morda želimo doseči določene cilje, ki so se morda v zadnjih letih zelo spremenili, se je potrebno najprej zavedati, da bo v prvi vrsti potrebno delo na sebi. Kar sicer mi vsi vemo, jaz vem, da vam nisem povedala popolnoma nič novega, novo pa je to, da nas končno življenje pri temu podpira. To je taka čudovita, fantastična novica zadnjih nekaj let. 2019 smo stopili v najbolj karmično leto, ki je ozaveščalo, kje smo morda preveč sebični. Kot človeštvo, kje morda temeljimo na pohlepu. Seveda pohlep, potrošništvo, kapitalizem, vse te, bom rekla, slabe plati ega niso izpuhtele v vmesnem času. Končno pa stopamo v obdobje, ko samo življenje, energija, višje sile, karkoli bi želeli to poimenovati, podpirajo spremembo. Leto 2023 je obdobje spreminjanja globalne zavesti. Torej, dajmo se tudi vsak pri sebi odločiti, da bomo stopali v zavest obilja. Zdaj pa si poglejmo besedo obilje. Obilje pomeni veliko nečesa. Običajno, ko rečemo obilje v slovenščini, nekako ciljamo na denar, na dobrine, na dobrote, na lepe stvari. V angleščini, denimo abundance, je mnogo bolj definirana beseda. Pri nas pa je beseda obilje lahko tudi pridevnik. Se pravi, jaz si lahko želim obilje dežja, obilje snega, obilje sonca, obilje jabolk, obilje hrušk, obilje dobrega ali obilje slabega. Torej, ko boste delali sami na sebi, ko boste afirmirali, ko boste energijsko delali, bodite zelo pozorni, da boste jasno definirali obilje, česa si želite. Zdrave ljubezni. Kaj to pomeni? To pomeni
Morda, da boste imeli sami sebe bolj radi? Ali to pomeni, da končno boste našli partnerja? Ampak kakšen je ta partner bo? Se pravi, pravzaprav letos učimo zelo jasno definirati, česa si želimo in česa ne. Postavljati meje smo se učili lansko leto. Kaj nas osrečuje, smo se učili lansko leto. Vsa ta čustva, ki so nam nekako kazala, kaj ja in kaj ne, so se zgodile v letu 2022. Kaj je tisto, kar nas krepi, kar nas dela mojstre, kar nas dela duhovno bolj razvite, bolj zrele, bolj odrasle, bolj močne. Vse to se je kazalo v 2022. Ne zdaj nositi te prtljage sem, pa s seboj naprej v letu 2023, ampak nekako ločimo seme od plevela, kar pomeni, da moramo biti zelo jasni v tem, česa si želimo. Ne partnerja, ne ljubezen svojega življenja, ampak kaj za vas pomeni partner? Česa si želite od partnerja? Kaj si vi želite podariti partnerju? Torej, bodimo čim bolj dlakocepski. Zdaj pa ja. Ko govorimo o tem, česar si želimo, kaj dopuščamo v svoje življenje, bodimo sila dlakocepski, podajmo vse možne podatke in opise in slike in informacije, kar jih lahko. V prvi vrsti sebi. Kajti tudi, ko postavljamo mejo, se je zelo pomembno zavedati, da če mi resno ne mislimo, kdo nas bo pa resno jemal? Prosim vas lepo. Če pogledate 3 leta starega otroka, ki se mu smejite in mu rečete, to pa ne smeš, veš, to pa ni v redu, to pa je zelo grdo. Mislite, da bo nehal? Mnogokrat imamo na drugi strani čustveno nezrelo osebo, ki to, da smo mi prijazni in mirni, nekako enačijo s tem, da saj mi pa nič ne bo. In dajmo si zdaj zavedati, da vesolje, življenje, energija je eno tako veliko platno. In to veliko platno je prazno, in nima nekih sila močnih čustvenih odzivov, zrelosti, znanja, pa vendarle inteligentno. Torej, če primerjamo vesolje za eno veliko trgovino, kjer je na voljo vse, kar si želimo. Zdrava ljubezen, nezdrava ljubezen, nasilna ljubezen, izguba ljubezni, romantika, zmenki, strast in pomanjkanje tega. Po kateri polici boste posegli in ali jo znate definirati. In kar bo še najpomembneje vprašanje letošnjega leta je, ali boste vztrajali pri prvi polici ali boste šli naprej. Torej, ko govorimo o manifestaciji v letošnjem letu, bo zelo pomembno, da se ne držimo predolgo časa tistih projektov, tistih želja, tistih ciljev, bom rekla tudi tistih namer, ki smo jih dali predolgo, kajti morda za nas niso dobre. Število 7 je resnično število, ki ozavešča, kaj je duhovno. Bom rekla pravilno, čeprav se zelo izogibam te besede. Torej, ko govorimo o tem, da si želimo več denarja, dajmo najprej pogledati svoj lasten čustven odziv, ali menimo, da je s tem nekaj narobe, ali menimo, da se moramo počutiti krive, ali menimo, da je to zelo nespodobno. Ne, to pa res ne smeš prositi. Za druge ja, za sebe ne. Morda lahko obidete ta proces s tem, da se ne ukvarjate z denarjem, ampak s tem, kar si želite pridobiti z denarjem. Kar tudi vsi vemo. Ko beremo zakon privlačnosti, vemo, da moramo imeti občutek, vemo, da se moramo počutiti mirne, vemo, da moramo verjeti. Jaz verjamem, da vsi to teorijo že zdavnaj dobro poznamo. V praksi pa velikokrat naše misli delajo živžav v naši glavi in tako bo tudi letos. Torej, takoj ob začetku oddaje naj vas opozorim, da je treba biti strikten, da bo veliko distrakcij, da bo veliko tudi sprožilcev preteklosti, da bo veliko tudi oseb, ki vam bo govorilo, nimaš prav, ne znaš tega v redu, to si narobe naredil. Veliko bo situacij, v katerih se bo pravzaprav ta vaša suverenost pokazala ali pa ne. Torej, ko pa govorimo o manifestaciji, o obilju, o denarju, o financah, pa vendarle morate verjeti sami v sebe. Kajti, če ne boste vi, nihče drug ne bo. Tudi vesolje ne, tudi življenje ne. Lahko imate najboljšo karmo na svetu, najboljše karmične zapise na svetu, lahko si najbolj na svetu zaslužite lepo, dobro, super obilje. Pa če vi v to ne verjamete, tega ne boste sprejeli. In tudi to je teorija. In letošnje leto, drage moji, bo veliko teorije. Kako torej zdaj naprej?
biti jasni, biti definirani in biti v skladu s seboj. Se pravi, za nekoga je veliko denarja vrednota, za nekoga je veliko denarja način lažjega življenja, za nekoga drugega pa ne. Nekdo drug si morda želi nazaj v naravo, morda si želi življenja brez denarja, brez potrošništva, brez nekih potreb ega. Ljudje smo si različni, s tem ni nič narobe. Torej, ko postavljate cilje za letošnje leto, predvsem jih postavljate tja, kjer si jih pravzaprav vi želite. Ne vaši starši, ne družba, ne neka merila družbe, ki pravijo, če si bogat, si uspešen. Kaj je vaša definicija uspeha? Kaj je vaša definicija sreče? Nekdo, ki je prišel z nič in si je kupil superge, je uspešen. Nekdo, ki se je rodil v nesramno bogato družino in si je z žepnino kupil najdražje superge na svetu, ali je uspešen? Vsi ti izrazi so zelo, zelo relativni in definicijo teh izrazov dajete vi. Torej, kaj je vaša definicija uspeha? Kaj je vaša definicija obilja? Kaj je vaša definicija sreče, ljubezni? Kaj je vaša definicija vaše osebne lastne integritete in suverenosti? Vse te stvari nam bodo nekako prinešene na pladnju, za njih pa bo seveda potrebno delati. Zato, dragi moji, ne vreči puške v koruzo takoj na začetku leta ali na sredi leta ali kadarkoli, ne pomeni, da ste na napačnih poteh, dokler ste vi v sozvočju s seboj. Se pravi, če govorimo o letu osebnosti in duhovne rasti, lahko absolutno pričakujemo, da se bodo naše vrednote in prioritete še kako spremenile. Govorimo o letu spreminjanja kolektivne zavesti, globalne zavesti, o letu resnice, o letu, ki bo razkrinkalo marsikaj. Seveda nam ne bo dolg čas in seveda bo sama manifestacija včasih ali pa organizacija našega življenja pod vprašanjem. Torej, prvo, kar si dajte dovoliti, je to, da si boste dovolili premisliti. Tako, to so neke take splošne smernice. Zdaj pa poglejmo od 1 do 9, kaj za vaše število življenjske poti letošnje leto oziroma energije letošnjega leta pravijo glede obilja, glede manifestacije, glede priklicovanja tistega, kar je najboljše za vaše najvišje božansko dobro. Formulo vidite tudi za menoj in jaz verjamem, da vsi že vemo, katero število življenjske poti smo, pa kar zakurbljajmo. Enke. Enke moje. Poglejte enko, kako je samostojna. Enka vedno simbolizira napredek, spominja nas na puščico navzgor. Se pravi, letošnje leto, drage moje enke, bo leto, v katerem boste lahko zelo hitro in zelo urno napredovali. Kar je pomembno, je, da pri temu ste pozorni, česa ste se naučile. Se pravi, možni so hitri urni preskoki naprej, napredovanje v službi, napredovanje v lastnih sposobnostih, lažje se boste učili, lažje se boste skoncentrirali, neke čustvene navlake lanskega leta bodo popustile. Torej, mnogo lažje vam bo v življenju iti naprej. Zelo pomembno je, da veste kam. Znate biti zelo hitre, znate biti dejansko kot tista puščica na loku, ki jo napnemo in fjuf, pa je ni več. Pazite, da ne boste prehitre. Torej, zelo dobro dajte jasno definirati ne samo na začetku leta, ampak kar na začetku vsakega meseca, kam usmerjate svoj fokus, kam želite priti in kar je najpomembnejše letošnjega in pa tudi leta 2024, vzemite si čas za počitek. Nič, drage moje enke, vam ne bo ušlo. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, pred vami je leto, v katerem bi vam lahko nekdo močno pomagal, če si boste dovolili pomoč sprejeti. Dvojke ste take, da rade pomagate, rade sodelujete, mnogokrat postavljate druge na prvo mesto in veste, kaj se potem zgodi? Vesolje potem reče, no, tale dvojkica pa je tako radodarna, najbolje, da jaz dvojkico ne obremenjujem, pa že kar samo podarim njene darove drugim. Torej, v letošnjem letu je zelo pomembno, da definirate, česa si vi sami želite. Tudi v preteklih 2 oddajah sem to podarjala. Se pravi, kaj je tisto, kar je resnično vaše? Kaj je tisto, kar osrečuje vas? Tudi, če vam pade malha denarja na glavo, ali jo boste najprej podelile z drugimi, ali boste si kupile vsaj sladoled. Torej, kaj je tisto, kar bi si prvo privoščile, če bi vam bil na voljo ves denar tega sveta?
Kaj je odgovor na to vprašanje? Torej, drage dvojkice, leto pred vami vam prinaša osebe in situacije, ki vas bodo podpirale, dokler boste ve v svoji resnici in svoji integriteti, brez da bi se bale, da bi vam jo nekdo drug zameril. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, polne ustvarjalnosti, bujno domišljijo imate, letošnje leto bo malo bolj resnobno, zato bodite previdne pri tistih ponudbah, ki se bodo zdele zelo, zelo mamljive. Velikokrat v življenju bi si rekla, da so vas malo Naj letošnje leto ne bo še enkrat takšno. Torej, v letošnjem letu je pomembno, da stvari izvirajo iz vas. Da izvirajo iz tistega vašega notranjega otroka, kateremu verjamem, da namenjate čas. Ampak ali namenjate čas tudi tistim željam, ki so vam bile tako zelo pomembne nekoč? Kaj je tisto, kar ste si vi, ko ste bili stari 3 leta želeli? Kaj je tisto, kar vas je takrat izpolnjevalo in osrečevalo? Torej, v letošnjem letu vas bojo energije zelo podpiranje v doseganju točno tega. Torej, bodite čim bolj razigran, vesel, radosten, ustvarjalen otroček, nikakor pa ne dovolite, da bi omejitve drugih vplivali na to, kar vi menite, da je možno. Niti ne občutki krivde. Torej, drage trojkice, zelo ste senzibilne, zelo ste ranljive, take ste kot majhen Bambi. Če imate v svoji bližini izrazito agresivno ali jezno osebo, bodite pozorni, da ne boste te energije vpletali v svoj proces manifestacije. Torej, naj bo vaša manifestacija resnično vaša. Število življenjske poti 4. Drage štirkice, praktične osebe ste, zato se boste tudi letošnjega leta lotile praktično. Občutno lažje vam bo to uspelo, kot je bilo temu lansko leto. Ta šestica nam je resnično prinesla veliko emotivne energije, zato je bilo mogoče v lanskem letu 2022 občutiti tudi mogoče občutek nestabilnosti, se pravi, feeling tega, da nekaj začnem, pa ne gre, pa to je vse taka drama, evo, tako kot je mi zdaj padla dol zapestnica. Torej, vse tisto, kar je v lanskem letu se pričelo, pa se je zelo hitro končalo, zaupajte, da ni bilo tam, kjer bi moglo biti, torej ne se več ukvarjati s tistimi stvarmi, ki so odpadle. To besedno. Torej, drage štirke, ne se oklepati česar, znate biti zelo zanesljive, zelo vztrajne, tudi trmaste. Zelo pomembno je, da izbirate previdno, pri čemu vztrajate. To je zelo pomemben napotek letošnjega leta, kajti stopate v energijo, ki bo vam prijetna in lahko se zgodi, da se boste posledično držali tistih odnosov, tistih projektov, tistih ciljev, tistih nekih navad, ki pa morda vseeno za vas dolgoročno niso dobre in slej kot prej ne bodo več prijetne. Drago število življenjske poti 5. Drage petkice, bolj kot boste sledili svojemu občutku potrebe po svobodi, lažje boste ustvarjali. Torej, petke ne smete biti ujete v kalup, ravno obratno od štirke. Petke rabite dihati, rabite imeti krila, rabite imeti obilo možnosti. Kar je pomembno, je to, da pač vseeno pa si izberete, česa si želite. Se pravi, če si želite kvalitetnega partnerstva, kaj to zdaj za vas pomeni? Če si želite nove službe, kaj to zdaj za vas pomeni? Ko govorimo o finančnem obilju, predvsem marca in pa ponovno decembra, bodite pozorni na določene priložnosti, ki bi se lahko pojavile v vašem življenju. Za mnoge bodo zelo donosne, za majhen procent vas pa vseeno opozorilo, ne vi investirati, to ni bistvo donosnega posla. Se pravi, če zdaj močno pretiravam, ne videti 10 000 evrov, pa potem upati, da boste dobili nazaj 300. Id po zdravi pameti. Število življenjske poti 6. Koliko ste delali na sebi, koliko ljubezni do sebe premorete, se bo takoj na začetku leta pokazalo, že pri temu, česa si boste zaželeli. Kje so vaše meje tega, kar vi menite, da si zaslužite? Kje so vaše meje tega, kar vi sprejemate? Včasih so si zelo različne, včasih si želimo tukaj gor, pa potem nekako menimo, da si zaslužimo tukajle, pa potem dejansko sprejemamo tukajle. Torej, letošnje leto bo za vas zelo plodno, zelo veliko možnosti, priložnosti in opcij vam bo prineslo in samo od vas bo odvisno, kaj boste v tole košarico
položili. Torej, bodite zelo specifični, da ne boste v naslednjem odnosu, v naslednjem prijateljstvu, v naslednjem partnerstvu, v naslednjem poslovnem sodelovanju, v naslednji naložbi ponovili iste napake, kot ste jo morda v preteklosti. Veliko tovrstne energije ste bili deležni že lansko leto, zato jaz verjamem, da te napake ne boste ponovili, vsekakor vas pa na to želim opozoriti. Zelo plodna energija, sploh meseca februarja, zato biti zelo pozorni, kaj tisto, kar vi čustveno oddajate v okolico. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, kot raketa boste švigale preko lekcij, preko karmičnih zapisov, preko duhovne, osebne rasti. Ponavljam vedno znova, da bo to leto, ki bo zelo ključno za vas, ni nujno, da bo najbolj enostavno, bo pa absolutno prineslo tiste spremembe, ki jih vaša duša in vaš duhovni razvoj potrebuje. Ne se tu ujeti v hakeljc, v past manj vrednosti. Sedmice ste včasih zelo, zelo zahtevne do sebe, zelo stroge do sebe, kar je super, kar pomeni, da boste veliko naredili na sebi, ne na tej poti pozabiti, sprejemati zase. Se pravi, če bi na kratko povzela leto 2023 za vas, super je, da delate na sebi, ampak ne za spat. Ne čakati, da boste bolj pametni, bolj sposobni, bolj izobraženi, bolj karkoli že. To nima nobene veze s tem, ali si zaslužite obilje, finančno obilje, čustveno obilje in tako naprej. Se pravi, sledite tistemu občutku miru in izpolnjenosti, ki vam pravi, da ste na pravi poti. Kajti v življenju pravzaprav smo vedno na poti. Šele potem, ko se življenje ustavi, pogledajte, ko bo tista zadnja finalna minuta prišla, šele tam lahko govorimo, da smo prišli do konca poti te inkarnacije. Torej, vse je v redu, če ste še vedno na poti. Vse je v redu, če nečesa še vedno ne znate. Vse je v redu, če niste najboljši. To ne pomeni, da si ne zaslužite dobrega. To je tak velik miselni vzorec, katerega boste premagovali v letošnjem letu. Število življenjske poti 8. Drage osmice, veste, da se učite lastne vrednosti, torej lastne dragocenosti, kam posaviti sebe v primerjavi s svetom, česa si zaslužite več, manj ali enako kot okolica. Torej, vse to so lekcije, ki se vam vedno znova ponavljajo. Leto 2024 bo tako za vas še posebno pomembno. Letošnje leto pa, ko govorimo o manifestaciji, ko govorimo o tem, da si zaslužite dobro, temelji na vaših miselnih vzorcih. Predvsem za vas in za sedmice to velja. Torej, postavite svojo lastno vrednost, lastno dragocenost v točko moči in ljubezni in ne morete faliti. Jaz verjamem, da nam vsem sem ter tja ponagaja ego. Jaz verjamem, da vsi sem ter tja potrebujemo potrditev in verjamem, da vsem ter tja si vsi tudi ne damo. Pri vas pa to pomeni, da to doživljate zelo osebno in da potem to prevedete v druga področja življenja, ker menite, da si ne zaslužite, niste dovolj vredni. Čim si povemo, da nismo dovolj vredni, vesolje reče, a ne? Ja, pa ne. Pa pogledamo, kdo ja. Torej, drage osemke, če se boste ujele v temu lupu, samo pejte nazaj v svojo lastno ljubezen do sebe in si povejte, da ste dovolj dobri, točno takšni, kot ste. Jaz verjamem, da marsikatera osmica, ko se še uči obvladovanja svojega ega, lahko navzven deluje egoistično ali zelo grabežljivo, verjamem pa, da to v vašem primeru ne velja. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, pred vami je leto žetve, leto prepoznavanja, kaj je dobro in kaj ni dobro. V preteklih 2 oddajah sem tudi vas opozarjala. Vi ste tisti, ki zajemate, se pravi, vi ste tisti, ki ustvarjate merila. Vi ste tisti, ki ustvarjate sito, ne življenje. Ne okolica, ne vaši starši, ne prepričanje družbe, ampak vi. Torej, kaj je tisto, kar boste prepustili in dopustili v svoje življenje in kaj je tisto, kar ne. Zelo, zelo natančni bodite pri temu. Drage devetke, jaz vem, da vi izhajate iz srca, vem, da izhajate iz svojih čustev, iz svojega srčka, biti, dušice. Včasih vas zato malo narobe razumejo. V letošnjem letu bi se lahko ti nesporazumi pojavljali tudi v procesu manifestacije. Se pravi, ne nasplošno govoriti, ne nasplošno dojemati, ne biti široki, ne od prilike nekaj, ampak boste zelo jasno definirani. To predvsem velja za vas. Naj se vaša energija ne porazgubi, naj vaši čustveni odzivi ne bodo tako močni, da bi vaša energija odtekala. Se pravi, bodite v svojem stebru in bodite v svojih jasnih definicijah, česa si želite in česa ne.
in to boste občutno najlažje počeli meseca julija in avgusta. Torej, če vam to takoj v pričetku leta še ne bi uspelo, se ne pretirano sekirati. Aj prav. Torej, dragi moji, od 1 do 9 smo naredili pregled. Tudi sicer, če govorimo o samem procesu manifestacije, verjamem, da ga vsi poznate. Verjamem, da se ga vsi zavedate tako ali drugače in verjamem, da vam tukaj bi zelo težko povedala kaj novega. Zelo pomembno pa je, in naj vam bo to popotnica v letu 2023, da izhajate iz sebe, da izhajate iz svojih želja. In če so se te želje v zadnjih letih spremenile, da jih updatate. Tako kot updatamo računalniške programe, updatnimo tudi svoja lastna življenja. Morda smo si nekoč želeli fancy, šmenci, trgovskih znamk pa brandov. Morda si danes želimo nečesa drugega. Morda okolica nam sporoča nekaj drugega. Samo število 7 nam bo pomagalo razlikovati med seboj in okolico, med svojimi in tujimi željami, svojimi in tujimi pričakovanji, svojimi in tujimi prepričanji. In če je kaj v prvi vrsti pomembno pri manifestaciji, so naša prepričanja, naša notranjost, naša suverenost. Še enkrat bom ponovila, ne pozabite, da v letošnjem letu lahko te zapise mnogo lažje dostopate in mnogo lažje spremenite. Se pravi, če se v vas nekje nahaja občutek krivde, občutek manj vrednosti ali več vrednosti, ki pravzaprav vedno izhaja iz občutka manj vrednosti, potem izkoristite letošnje leto, da delate predvsem na tem. Se pravi, preskočite korak manifestacije, se pravi, morda ni tako zelo pomembno, da boste kupili nov avto, ampak je mnogo bolj pomembno, da boste zacelili tisti del sebe, ki vam govori, da si novega avta ne zaslužite. Torej, prepoznavajte tiste misli, ki vam mešajo štrene, po domače povedano, kajti v tem času bo to občutno boljše in lažje dosegljivo. Lansko leto smo delali na ljubezni do sebe, letošnje leto se učimo biti bolj kvalitetna oseba. In zaključila bom z mislijo, ki sem jo pred leti delila na Facebooku, pa je imela kar močen odziv. Denar je denar. Denar je energija. Denar še prav nikogar ni pokvaril. Tudi moč še prav nikogar ni pokvarila. Niti slava. Pravzaprav denar razkrije, kakšen tip človeka smo. Nekdo, ki je humanitaren in sočuten, ko bo dobil veliko denarja, se bodo njegova humanitarna dejanja povečala. Nekdo, ki je sebičen, si bo kupil še 3 jahte, 2 vesoljski ladji in tako naprej. Torej, naj nikjer v vaših zapisih vam ne govori, da je denar slab ali da se boste vi pokvarili. In če pridete do denarja in si kupite nekaj pregrešno dragega, nekaj, česar pravzaprav ne potrebujete, nekaj, za kar si morda okolica misli, da ste čisto prismuknjeni, si še vedno dajte pravico uživati v tem, česar ste si zaželeli. Razlika je, če bi v svoj denar pograli za igre, za, ne vem, stvari, ki so resnično plehke in če bi tako počeli 10 let. Razlika pa je, če si v določeni točki v življenju nečesa zaželite in si to privoščite. Kaj je tisti vzorec, ki tiči v ozadju, pa veste v resnici samo vi. Ne vaši starši, ne vaši otroci, ne vaši partnerji, ne vaši prijatelji, še najmanj pa tiste osebe, ki vam niso blizu. Torej, naj nam bo popotnica v letošnje leto, da ima vsak izmed nas svojo pot, svojo definicijo uspeha, svojo definicijo sreče, ljubezni itd. In da je pravzaprav letos v resnici šele prepoznavamo. Torej, pripravite se na to, da vsi ti cilji, te želje, ki jih bomo oddajali v začetku leta, po vsej verjetnosti ne bodo zdržale do konca leta, ker se bodo vmes spremenile. Tako kot se spreminjamo mi. Torej, stopimo na tole novo pot 2023, obilja sreče, ljubezni, denarja, z zavedanjem, da smo še vedno dober človek, čeprav si morda želimo nečesa zase in ne na prvem mestu za druge. Torej, dragi moji, jaz upam, da so vam
teli namigi pomagali, da vam bodo pomagali tudi na poti v letu 2023. Prva oddaja je bila namenjena samemu letu, druga ljubezni, tretja obelju. Če imate še kakšno posebno vprašanje, pa vas vabim, da mi ga sporočite na ls@lili-sorum.com. Napovedi so tudi na moji spletni strani. Če mojega vodnika še nimate, naj vam bo tudi v pomoč v naslednjem letu, predvsem po poti osebnostne rasti. Jaz vam želim en prečudovit prehod iz čustvene v bolj racionalno energijo na način, ki je za vas daleč najbolj.